Se vam je prav, ko pa imate šuhe gor, zdaj bo vseh in juter. Jaz sem vedel, da odje sem kar bo speršel. Zdaj pa ljudi moji, tepero en velik aplauz dajmo za Toneta Vrabloga, ker danes je on dokazal, da nikdar ne laže. On je malo prej rekel, evo zdaj pa skupina Strelj, poj pa presenečenje. Niso dober odšpilali, da se je vsolko spizde. A ja moram bolj lepo govoriti, ko vidim, da so tukaj tudi otroci pa mladina na toti prireditvi. Kak ste ljudi, ste vredi? Lepo vas je videti, moram povedati, evo, taki sami nasmejani ksihti. Fajn, pa pravijo, da smo zdaj v krizi. Ele, govor, kaka kriza? Ko vas takle boč res pogledam, se mi vidi prava blaginja slovenskega naroda. Evo, vsak je svojo babo danes privlekel na toto pizderijo. Jer jaz se smejem. Čas, ko ni bilo gnari, smo imeli po 3 eno babo. Danes si lahko vsak svojo prvoš, nimaš kaj. V glavnem, jaz sem tak, zdaj sem že kar v redu. Sam zjutraj me je pa malo trapal, sem imel malo težko noč, to moram priznati, vete. Poj se pa je ne, koliko je bila, ne, 24 je bila ura, privlečem danes domov, stojim v zunaj koče pa študiram, ali še moja spi, ali je že vstala, ko bi jaz zdaj naredil, ki bi jo not porezal od spredi ali od zadaj. Pa se rekel, tak zgodi, pa tudi ne more biti po konc. Jo urežem noter, stopim v kuhno, a bod hodič, baba je stala sred kuhne takle narazen ko alojutra. Me gleda in cajt, takle smo se gledala z oči v oči, jaz sem bil kar tih, una in cajt tudi, pa le stjehne. Je rekla, Pepi, nimam besed. Se rekel, super, poj pa predlagam, da tudi kar pri tem ostane. Sem šel ležet, vam povem, nisem dober za drevo, že čujem je nagrumska strela ropota po vratih. Grem v en vrate ovnem, pa kar jed mimi ene not. Halo, sem rekel, ko pa ti? Je rekel, jaz pa sesavce prodajam, sem kakve sesavce nedelo zjutri, ko si nore, kot je. Ker v moje kuhno, vzame koš od smeti, on strese sred kuhne, sem ko pa delaš ti v moje kuhni. Pa čegav pa si pravzaprav ti? Je rekel, lejte, čujte, takle vam bom povedal, če tetle moj sesavc v 2 minutih ne požere totih smeti, jih jaz požer mi, je vredi? Jaz pa kar v grdencu, pa malo soli pa popra, pa mu začnem tiste smeti štupa tam. Je rekel, kaj pa delate? Sem rekel, neč. Malo ti solim pa popram, veš, da boš lažje požeral, ko jaz še nimam elektrike v hiši. Res, evo, sem pa vesel, da sem danes tukaj ljagna, to ti se reče, to je že pa taka obletnica 45 let, traja to te pokaži, kaj znaš. Mene, ko je me Peter Franceto klical, rekel, čuj Pepi, daj prid malo gor nedelo, imamo toto prireditev, se reče, pokaži, kaj imaš. Se ko imate? Pa to pokaži, kaj imaš. Se ne, kom jaz gor hodil, kom jaz kazal toto malenkost, ko ni v membe vredna. Ne, prav pokaži, kaj znaš, a jaz sem rekel, to je pa nekaj druga, to se jaz spomnem lete nazaj, kak je tole že bilo tako, rečemo, tradicionalno tole. In če danes pogledam, teta prireditev je vsak let boljša, če pa cajte pogledate, je pa vsak dan slabi vse skupaj. Spomnite se, kak je bilo včasih. Včasih rečemo, no, zdaj, ko smo tako bolj, če si htel kovo babijo rad videti, si mogel dati gate dol, štima to? Vidite, danes je to vse drugač, danes so take druge tehnologije, danes če češ pa kove gate videti, moraš dati pa red na razen. Ja, ko nosijo tote trangilce, Se vete, ko ima ti štrikte gor čez grabn. Ko se pa ljudi čudijo, zakaj je na svet toliko otrok brez očetov. Se ni čudn, če greš mimo kove take, kao ga pol metra scad, pa če mal veter potegne hodič, babi kar za nos. Povedal le še en primer. Včasih rečemo, če so kak nov most zazidali, so ga sprobali tak, da so čez poslali njih 100 vojakov, so oni lep marširali in če je most držal, je bil dober. Danes je to čist druga tehnologija, danes ko kak nov most zazidajo, ga sprobajo tak, da čez pošljajo enih 100 tašč. Res. In zdaj, če most
zdrži, je dober, če pa slučajno ne zdrži, je še pa boljši. Glejte, kaj si današnja mladina mišljuje. Čas nam kaj takega na kraj pametni prišel. Ko pa danes je pa najbolj fajn, tak reče, si tak džek, jele, če spucaš kijkovo benzin pumpo, rečemo, ne? Kakve pošte tudi, kjedi se lotijo. Banke niso slabe, zadnje cajte, okoliške predvsem. Teto, ko so jo vite izpucali dvakrat, ste tak mende čuli. Pa še danes jih niso dobili. To smo bila jaz pa žviže, vete. Res! Sam konec koncev, no, to še moram povedati, prosim, da ne bi to okrog govorili, vete, ko se bo pol tak hiter vsi zvedeli to. Konec koncev pa to sploh ni tak putas kšeft. Lejte, ob 7 smo začela kraditi, 15 čez 7 smo bila fertik. Prinesem celo akto kognarja domov, je rekel žviže, čuj Pepi, daj malo preštej, koliko smo danes nakradla. Rekel butl. Ko boš štev, do 7:30 počaj, bo je tak per poročilih povedal, koliko manjka. Si boš delo, eno vred. Tako da, dragi moji prijatelji, glede na to, da je danes to se reče bolj taka glasbena prireditev, se reče, da ljudi pokažejo, kaj znajo, kaj ste za to, da vam jaz eno tudi zapojem? Kako se ti delaš, ko si te zadnji prišel? Ti si pa prej bil, ko je bil lepo vreme. Mobaj to noter teče, pa ujem prišel, ja. Evo, jaz sem si danes preštimal enega takega specialnega harmonikarja, Dejana Freceta, prid go je pjep. Teti je še bolj gajsen kot fater. Se vede, kako rečejo, jabolka ne pade daleč od hruške. Kaj ti veš, zakaj sem tebe danes gore poklical? Zato, ko čist vsak kurc ne more z ramene špilati, veš? Že more biti koliko toliko muzikanter. Zdaj, on sploh ne vedo, da ima midva danes to nastopala. To sem si jaz malo prej umislil, ne? Sem rekel sam, če je glasbena, moramo eno tako specialno jaz znam urezati, čakaj, da ti dam malo detonacije. Zdaj, lejte, pojel po teti kozleriji, ko imaš to? To je pa najbolj nago fotograf, evo, jaz še komi začel nisem, pa mi že sliko prinesel, evo. Res, ti si bolj nago, ko desko so se otroci smenili, je rekel, kjer ima najbolj nagoga ata. Je rekel, moj ate je najbolj nago na svet. On pride iz Maribora v Ljubljano, v eni uri, je rekel, gemitli pa še kova minuta mu ostane. Je rekel, da drug to ni neč. Moj ate pride iz Maribora v Koper v 2 uri. To je brzina. Te tretji je rekel, vidva nista neč. Moj fater pa dela v dobju na občini od 7 do 3, pa je vsak dan ob 12 doma. V glavnem, eno tako specialno mama, no on to ni vedel, da bo špilo. Tako da lahko daš malo detonacije. Ne, samo čakaj, to se moramo midva zdaj zmeniti za vrstni red, veš? Ker pri muziki je vrstni red važen. To moram jaz začeti, pa poj ti za menoj zategneš, veš? Ja, ker če ti začneš, poj da jaz nikoli ne bom dohitil. Pazi, smaper prav, F mama, kako je že? F mama, F. Ja, vi ste pripravljeni? Vidni, ja. Flaše imate vse prazne, ne vez, da bi pil, pa bi dal kaj zaslužil tukaj. Gremo? Po dežju šel je mladi mož, ime mu bilo je Jurca. Imel je čist premočen gvant, je moker bil do kolen. Bližini je zagledal pas, kjer lačni vol je mukal, a Jurca misli si na glas, jaz bi pa raje jedel. Za njim pa prišlo je dekle, seboj je imela psičko, ki večkrat legla je kraj nje in lizala ji roko. Ne smem tako bi mogel.
ker so me prej malo upozorili, da bojo tudi mladina tukaj pa utrujec, so rekli, Pepi, daj pa lepo prosim, ti kakve besede boš pol zbiral, se veš, ko boš tukaj gor nastopil, utrujec imajo take uhe, to si je poježrejo. Neč se ne sekirite, se rekel vam obljubim, da pol, ko mi jaz tukaj na odru nastopil, take besede rečemo kurc, pa pizda, to nam neč govori. Ne, to smo takoj rešili. Oj, deklica, zdaj boh malo fjetnih, sam 24 kitic je. Oj, deklica in Jurca, ti sladka moja ptička, privi se k meni na srce, saj vroča ti je glava bila malo preklejena. Ko rekel je besede, ti jo nežno je pocukal, usvojil njeno je srce in jo je fajn božal. Čez 8 dni pa je zbolel ta naš ubogi Jurca, ugibati je zdaj začel, kaj teče mu iz nosa. Zdravniku, grem si Jurca, te sem ga preveč pocukal. Zdravnik pa reče, mu smeje, zakaj si ženske gledal. Zakaj si uskušnjavo pal in božal njena lička. Mar nisi siromaček znal, da bolna je glava, sem že prej povedal. Injekcijo je zdaj dobil, naprej je vince cukal, se vsakodnevno veselil in nikdar več ni. Eno vlazo mojega muzikantarja, specialni djeti jo je urezal takole. Evo, dragi moji prijatelji, preden grem še samo en nasvet. Tis, ko se še spravljate na morje, danes je zadnji dan julija, avgusta je še cajta tote tomerije, ahtite, ko sonce je taka opasna zadeva, rečejo naši južni brati. Zdaj, če že pa se rad kalušte tam na soncu, pol pa obvezna, se reče to ta preventivna zadeva. Jaz sem zadnjič bil v lekarni, je prišla noti ena baba in rekla, grem na morje, kaj pa smem dati, je rekla, prosim, če mi date eno kremo za pred sončenjem, eno kremo za med sončenjem, pa eno kremo za po sončenju. O Jezus je rekla, čujte gospa, kaj pa ozonska luknja? A ne, je rekla, tato si pa jaz kar žajfi umijem, vete. Dajle tiskoga, da pa danes se radi tukaj do konca. Z ansamblom svetlin, pa predvsem babnice, ahtite, kako boste šli domov, ker se hitersko vtikal Tom Hyde. On dan je bila na taka veselica, so šle babe dve ob 4 zjutraj domov, glih takle mim Britofa, ko je bilo okrog malo del, in ker naenkrat je ena, Jezus, je rekla, kaj je? Jezus, je rekla, mi je tako lula, da ne vem, kaj bi naredila. Prav neč, ker tam leti skup starih vencov, gremo kar tam bomo počenali, se tudi menen čink teši. Grejo babe taj, hlače dol počenajo, ona spet, Jezus, je rekla, ko spet sviliš? Je rekla, vse mi je gor po hlačih nesli, rekla, ko pa zdaj naj? Neč, je rekla, dol jih flikn, vse tole 5 minut pa smo doma, ko pa zdaj to? Babe grejo domov, drug dan se pa djeda od tetih dveh vab, zjutraj dobita na kafet. Pa jedni jezem ko grumska strela, prav kaj pa jaz teboj, kaj pa jede si tak? Je rekel, veš, kaj ti povedal? Mojo nikdar več ne spustim na nobeno veselico. Enkrat gre, ob 4 zjutraj baba pride domov brez gat. Je rekel, neč se ne sekiri. Moja, ko je včeraj prišla domov, se je začela v spalnici slačit, pa tak gate dol potegna, pa gledam, pa je tak črn trak ven zriti viso. Pa je gor pisal, vsi, ki smo te imeli radi. Tako, dragi ljudi moji, fajn bote, lepo se vejte, pa še kdaj adijo, srečno!